Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 20. maj 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Po dobrih 2 letih napetosti in pogajanj sta župan Arsenovič in največja vladna stranka Gibanje Svoboda vendarle našla skupno pot. Koalicija pod pritiskom. Kateri zakoni bi lahko razburkali politično jesen? Hermanov brlog, prvi in še vedno edini otroški muzej v državi, praznuje 30 let. Zakaj je tako priljubljen? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Župan Maribora Saša Arsenovič in Gibanje Svoboda so po 2 letih neuspešnih poskusov vendarle dosegli dogovor o sodelovanju, ki so ga podpisali na festivalu Gibanja Svoboda v Volčjem Potoku. Kljub napovedim o sodelovanju že po volitvah leta 2022 so se odnosi zapletli zaradi nestrinjanja glede imenovanj, med drugim tudi zaradi kandidature Davorke Pregl za podžupanjo, ki jo je Arsenovič zavrnil zaradi domnevnega pomanjkanja izkušenj. Spor je dosegel vrhunec marca 2023, ko je premier Robert Golob ostro kritiziral delovanje mestnih oblasti. Gibanje Svoboda je nato postalo ena glavnih opozicijskih sil, a se je odnos začel izboljševati po poletju 2024 z imenovanji njihovih kadrov v Snago in javni holding Maribor. Kljub vsemu pa so stranki županu očitali, da ne išče resničnih partnerjev, temveč le podpornike brez kritičnega glasu. Z menoj vstopil je novinar Igor Selan, ki spremlja imenovanje podžupanov. Igor, kaj se je torej zdaj spremenilo? Na to vprašanje je trenutno pravzaprav težko odgovoriti, ker na občini zaenkrat na vprašanja ne odgovarjajo. Tudi sicer naj v prihodnjih dneh na novinarska vprašanja glede tega ne bi odgovarjali, naj bi pa danes vendarle izdali sporočilo za javnost in v njem pojasnili nekatere podrobnosti. Se pa to sodelovanje kljub vsem težavam v preteklih 2 letih in pol od zadnjih lokalnih volitev v zadnjih mesecih vendarle nekako nakazovalo. Predvsem po lanskem imenovanju člana Gibanja Svoboda Vita Martinčiča za direktorja Snage in kasneje še 2 nadzornikov Svobode v nadzorni svet javnega holdinga Maribor je namreč Svoboda v mestnem svetu bistveno spremenila svoj dosedanji pristop in pri več vprašanjih in projektih glasovala za Arsenovičeve predloge oziroma mu nasprotovala precej manj kot prej. Hvala, si pa vendarle uspel govoriti z vodjo lokalnega odbora Gibanja Svoboda, Leno Grgurevič, kaj ti je povedala? Da je včasih tudi v politiki potreben čas, da se naučiš sodelovanja in da je očitno mariborski župan potreboval nekaj časa, da se navadi, da ima Svoboda določena svoja stališča, od katerih ne bo odstopala. Je pa hkrati razkrila tudi, da ne bodo podpisali klasične koalicijske pogodbe, ampak bodo do izteka mandata sodelovali projektno, pri čemer bo poudarek na projektih, ki so že v teku, kot je recimo Center Rotovž, ali pa na projektih, ki so potrebni pospeška, omenila je predvsem južno obvoznico in pa tunel pod središče mesta. Ob tem je dodatno izpostavila tudi za Maribor najpomembnejše vprašanje in sicer podfinanciranost. Jasno je namreč, da razkorak med sredstvi, ki jih Maribor dobi za izvajanje zakonsko obveznih nalog in tem, koliko te dejansko stanejo, tudi potem, ko je vlada mestnim občinam nedavno vendarle zagotovila nekaj dodatnega denarja, še zmeraj ostaja bistveno prevelik. A je morda odgovorila tudi, katera področja bosta pokrivala, Preglova in Vilar? Ne, tega ne, je pa povedala, da naj bi oba podžupanski funkciji opravljala neprofesionalno. Ali to vse pomeni, da bi znal Saša Arsenovič prihodnje leto na volitvah nastopiti kot kandidat Gibanja Svoboda? Ja, zato se bo moral Arsenovič sprva tudi javno odločiti, ali bo na naslednjih volitvah sploh kandidiral. Tega namreč ni do zdaj povedal, je pa kar nekaj indicev, ki kaže na to, da bo. Podpis tega sporazuma je recimo že eden od teh, se bi lahko ta mandat, ki je že kar krepko čez polovico, zvozil tudi brez tovrstnega sodelovanja s Svobodo, če ga do zdaj recimo ni imel. Drugi tak indic pa je seveda proračun za prihodnje leto, ki je skoraj 218 milijoni rekordno visok in ki kaže, da se bo prihodnje leto tudi na račun prav tako rekordnega zadolževanja v mestu delalo veliko. Vemo namreč, da volivcev nič ne prepriča bolj kot polaganje asfalta in bagri na cestah.
Res je, Igor, hvala za pogovor. Nikaj. Več preberite v Večeru in na vecer.com. Vlada Roberta Goloba si pred volitvami ne želi novega referenduma, a ta je nemara neizbežen. Koalicija si je namreč za zadnje leto mandata zadala zahtevno nalogo, saj namerava pod streho spraviti nekatere zakone, ki bi lahko potencialno končali na referendumu. Največkrat se omenja, da bi ljudstvo lahko odločalo o pokojninski reformi, ideološki zicer za desnico pa sta tudi svoboda govora in zeleni prehod. Medtem vlada z dnevnega reda umika nekatere zakone, ki bi lahko končali na referendumu. Poslanec Miha Kordiš pa meni, da bi morali volivci odločati o povečevanju izdatkov za obrambo. Kaj bo prineslo politično taktiziranje? Bo vlada v odločilnem letu pred volitvami spremenila svoje prioritete in se pomaknila v defenzivo? Kateri zakoni iz vladne izložbe bi utegnili najbolj razdražiti opozicijo? Podrobnosti preberite v Večeru in na vecer.com. Hermanov brlog, edini otroški muzej v Sloveniji, letos praznuje 30-letnico svojega delovanja. Ustanovljen je bil 7. marca 1995 kot del Muzeja novejše zgodovine Celje, potem ko so konec 80-ih let prejšnjega stoletja zaznali upad obiskovalcev in se odločili za drzno potezo – oblikovanje muzeja, namenjenega posebej otrokom. Ideja se je izkazala za izjemno uspešno in Hermanov brlog je postal eden ključnih razlogov, da je Celjski muzej danes med najbolj obiskanimi v državi. V 3 desetletjih si je muzej ogledalo več kot 600 000 otrok. Poleg 3 stalnih razstav kulturne dediščine, med najbolj priljubljenimi so stare igrače, je bilo v tem času organiziranih še 30 občasnih razstav, od teh 19 avtorskih in 11 gostujočih. Muzej je gostoval tudi na 32 različnih lokacijah, 8krat celo v tujini. Skupnimi vsebinami so tako dosegli skoraj 394 000 obiskovalcev na domačem terenu in še dodatnih 218 000 v tujini. Poleg razstav je muzej znan tudi po praznovanju rojstnih dni. Doslej jih je bilo več kot 1290, največkrat pa je tam praznoval deček Luka, kar 8krat. Posebnost Hermanovega brloga je tudi njegova maskota, lisjak Herman, ki ga je leta 1993 ustvarila akademska slikarka Jelka Reichmann. Posebej simpatičnega in pretkanega prebivalca brloga, kar simbolno povezuje z zgodovinskimi značilnostmi Celja. Direktor muzeja Tone Kregar poudarja, da je otroški muzej pomembno prispeval k spreminjanju percepcije muzejev. Ti niso več dolgočasni in togi prostori, ampak interaktivna in prijazna okolja. Mnogi odrasli, ki so kot otroci obiskovali muzej, se zdaj vračajo s svojimi otroki, kar ustvarja medgeneracijsko povezanost. Interaktivne vsebine so v muzeju premišljeno dozirane. Namen je, da otroci za nekaj časa pozabijo na digitalni svet in se potopijo v otipljivo, analogno izkušnjo. Ker je tehnološki razvoj drag, večji poudarek namenjajo izvirnosti in pristnemu stiku, medtem ko tehnološke atrakcije prepuščajo bližnjemu Tehnoparku Celje. Več preberite v Večeru in na vecer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 20. maja 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.